kolesje motorja se lomi. Iz nezavesti padam v zavest. Vsak dan pijan. Evropa. Konec. Zobovje kolesja se lomi, a za kolesjem črni volk, tu med kolesjem človek. Samo en obraz si je van, obraz matere v oknu. A za kolesjem črni volk, med žarečim kolesjem človek vsak dan. Samo en obraz si je van. Piše Srečko Kosovel v svoji pesmi Proti človeku. Spoštovani vsi zbrani, prisrčno pozdravljeni na novoletnem koncertu glasbenih sestavov Gimnazije Celje Center v krasnem ambientu Cerkve Svetega Duha. Vse pogosteje občutimo, da ima moderni zahodni evropski človek dve želji. Da bi izničil individuum, ker se zdi vsako izstopanje iz tradicionalne slovenske domačije nehlapčevsko in plemensko nevarno in da bi spremenil svojo vrsto tako, da bi imel kot poglavar ideološko nadvlado. V vsakem primeru deluje proti človeku ali tistemu, kar je ta ustvaril zato, da bi lahkotneje živel in preživel. Slogan Proti človeku je in bo zaznamoval šolsko leto na Gimnaziji Celje Center, a še tehtnejši je na tem mestu premislek o tej pomenljivi zvezi ob vstopu v novo koledarsko leto 2024. Človek ni bil postavljen na svet, da bi živel sam in služil sebi, ker kot tak ne preživi, pač pa, da bi v sobivanju drugemu in sebi pomagal poiskati bistvo bivanja. In k vprašanju tega bistva se, čeprav se zaradi kapitalizma, ki ga je že pred 100 leti Kosovel tako preziral, to ne zdi, vrača slehernik. In veste zakaj? Ker smo ne glede na katerokoli pripadnost, narodno, etnično, kulturno, ideološko, versko, v sebi toliko otroci, da moramo biti najprej objeti, sprejeti, potrjeni, ovrednoteni, prepoznani kot nekaj vrednega in to od oseb ljubezni in potem tudi od oseb zaupanja. Zato v resnici ne zmoremo delovati proti človeku. Preden prostor zapolnijo mladi vokali, pa k pozdravnem nagovoru vodim ravnatelja Gimnazije Celje Center, gospoda Roka Lipnika. Spoštovani podžupan, gospod Seničar, spoštovani škof, gospod Maksimilijan, spoštovani nekdanji škof Lipovšek, dobrodošli, dragi ravnateljice, ravnatelji, profesorice, profesori, dragi dijaki, starši in vsi zbrani. Veseli me, da ste si vzeli čas za naš tradicionalen novoletni koncert in običajno ob prehodu v novo leto pogledamo vse, kaj se je zgodilo v letu pred tem in kujemo načrte za leto, ki sledi. Takle, ko spremljamo v medijih, se zdi, da je leto 2023 prineslo več slabega kot dobrega. Naravo smo dosti dolgo izzivali, da nam je pokazala svoje zobe, nismo se naučili iz zgodovine dovolj, da ponavljamo prepire in vojne, a vendarle so nas vsi ti dogodki in še mnogi drugi združili in pokazali smo, koliko zmoremo skupaj. Vse prostovoljske akcije, vse, kar smo naredili brez plačila za sosede, za popolne neznance, je pokazalo, da zmoremo mnogo, če stopimo skupaj. In leto 2023 si bomo zagotovo lahko zapomnili po mnogo kateri lepi stvari. Leto 2024 pa marsikdo napoveduje, da bo, ker je prestopno, še toliko slabše, da bo narava pokazala svoje zobe še bolj močno in v medijih se kar ne da slišati nekih lepih misli, kaj vse bo leto 2024 prineslo lepega. Prav je, da se ozremo vase in si pozitivne misli pričaramo tudi sami. Če bi verjeli vsem, ki napovedujejo prihodnost, potem bi bilo konec sveta že najbrž leta 2000, ko bi se vsi računalniki ugasnili, pa pred 10, pa pred 100, pa pred 1000 leti, najbrž je konec sveta vsak dan za nekoga, ki napoveduje prihodnost.
in ker jim tako slabo kaže, dajmo verjeti raje tistim, ki jim lahko, to smo mi, ki smo tukaj samemu sebi in si pričarajmo lepo leto 2024. Da si ga boste zapomnili po tem novoletnem koncertu, da si ga boste zapomnili po muzikalu, ki ga naši dijaki pripravljajo kmalu v februarju, po pomladnem koncertu, po italijanskem večeru spomladi, po čudovitih rezultatih, ki jih bodo dosegli na tekmovanjih z področja športa, znanja, vseh umetniških, ustvarjalnih področjih, pa ne nazadnje tudi potem, da bo čudovito leto na vaši osebni ravni, da bo takšno, kot ste si ga želeli, da bo prijazno, prijetno in pod črto, ko boste potegnili račun prihodnje leto, ko se vidimo spet tukaj, boste rekli več plusov kot minusov. Leto, ki si ga splača zapomniti. In uživajte tudi v tem večeru, zagotovo si ga splača shraniti v spomin. Gospod ravnatelj, hvala za prisrčno dobrodošlico. V novo upajmo, da lahkotnejše, počasnejše, z veliko prostora za premislek in sočloveka leto 2024 nas bodo v nadaljevanju popeljali glasbeni sestavi in solisti GCC in sicer Dekliški pevski zbor prvega letnika GCC pod vodstvom Eve Mutec, Nonet GCC pod vodstvom Barbare Arlič-Kerštajn, Dekliški pevski zbor GCC pod vodstvom Davida Preložnika, Favoza pod vodstvom Daniela Berdena ter The Schlagers in Gypsy Sextet pod vodstvom Saša Šonca. Na novoletnem glasbenem koncertu GCC sva vas sprejela Ula Beltram In Galja Zvinšek. Uživajte v harmoniji in sozvočju. Softly calls the ground.
Najlepši okras
Priznana tudi ti,
Hvala vsem glasbenikom in njihovim izjemnim mentorjem, da so nas v dobri uri popeljali v svet harmonije in sozvočja. Prav umetnost, natančneje glasba, ki resnično zaživi šele v kolektivu, nas uči, da prav zbori zmorejo v raznolikosti vseh glasov, od basa do soprana, zveneti skladno. Pred temi zbori so danes stali zborovodje. Voditelji, ki so zmožni usklajevati raznolikosti v harmoniji, pa čeprav jim je osebno lahko bas ljubši od soprana. Spoštovani naši mentori, hvala, da lahko ustvarjamo, čutimo in živimo to harmonijo prav pod vašim vodstvom. Hvala tudi profesorici Ani Rotovniku Mrzu, da so imele nocoj izrečene besede posebno težo, nama pa je bila pod njenim mentorstvom dovoljena umetniška svoboda. Nazadnje, iskrena hvala še župniku gospodu Davidu Zagorcu, da nas je gostil v Cerkvi Svetega Duha. Hvala. In s katerimi željami na pot naj vas pospremiva v novo koledarsko leto? Predvsem vam želiva, da ne bi kot po Kosovelovo. Truden evropski človek, ki strmi žalostno v zlati večer, ki je še žalostnejši od duše njegove. Žalostno strmeli v novo leto zaradi razočaranja, ker nas materialistično blagostanje ni naredilo srečnejše, se ustavimo ob pristni človečnosti. Ne trudimo se, da bi jo skušali zaviti, saj te, dragi zbrani, ne zmoremo in ne smemo skriti, pač pa jo moramo razgaljeno živeti. Za vsakega, različnosti navkljub. Upam si uporabiti pridevnik dragi, ker ste nam vsi tukaj resnično dragi. Zato, dragi zbrani, naj vas v novem koledarskem letu z roko v roki spremljata upanje in toplina, naj vaša srca bijejo v ritmu radosti, ta utrip pa naj vsakokrat poganjajo vam ljubi in vsi, ki ste jim pripravljeni odpreti vrata svojega srca. In naj slogan proti človeku, ki je mogoče še pred dobro uro zvenel provokativno, prežet s težo nesočutja in mračnosti, zdaj zveni drugače. Naj ne odraža nasprotovanja in odpora, pač pa naj zaživi v pomenu zbliževanja in uvida v sočloveka. Stopimo korak nazaj proti sočloveku. Proti ljudem se ne obračajmo s hrbtom, ki skriva. Pač pa z obrazom, ki odkriva. Tako ne bomo zmožni le gledati, pač pa tudi videti. In če tudi se ljudje več pogovarjamo, se še vedno premalo slišimo. Če je za uničevanje dovolj le govoriti, se je treba za ustvarjanje boljšega naučiti tudi poslušati, še pomembneje slišati. Srečno in srčno. proti človeku.